Najprej bomo začeli z osnovami, spet se bomo najprej sprostili, torej ko tapkamo, vedno najprej poslušamo svoje telo. Ta gospod Gary Craig je postavil stvari 5 korakov, ki jih mi avtomatsko delamo, ampak mogoče je fajn, da jih danes za začetek ponovimo. Aha, še Klaro spustimo. Prvi korak je, da preprosto poslušamo svoje telo, poslušamo, kaj se mu dogaja. Jaz vedno rečem, koliko je jakost, koliko je neugodje, da začutimo. Okay? Tisto, če smo srečni, tisto ne rabimo tapkati. Takrat se družimo s svojimi bližnjimi, gremo v naravo. Kadar se ne počutimo dobro, takrat tapkamo. Dobro, če se počutimo dobro, nam ni treba, če smo pa nemirni, napeti, takrat je pa tapkanje krasno orodje. Prvi korak je torej, da prepoznamo, kaj sploh čutimo. Ker če mi živimo hitro, če gremo iz ene dejavnosti v druge, iz ene obveznosti v druge, in v današnjih časih to sploh ni težko, se nam lahko zgodi, da preprosto ne slišimo, kaj nam telo želi povedati. In če ga dolgo ne slišimo, potem dobimo močnejše opozorilo. Oprah pravi, in potem, če spet ne slišimo, dobimo taki fejst ruker, ki je lahko že kakšna resna bolezen. Tako da se nam zelo splača poslušati svoje telo in se naučiti ravnati po njem. In tega nas noben ni učil, eni to že avtomatsko delamo, eni bolj ali manj, ampak je prav, da se tega naučimo. Torej, prvi korak, slišimo, kaj nam želi telo povedati, kje smo napeti, kje nas boli, česa nas je strah, zakaj smo zaskrbljeni. Torej, gre in za fizične občutke in za čustva. Se pravi, in fizične občutke in za čustva in za te negativne misli. Torej, vse to je to, kar nam telo želi povedati. In ne moramo ločevati, to je glava, to je telo, ampak je vse prepleteno. Ja? Torej, prvi korak. Drugi korak, določimo neko jakost. To smo mi že ves čas delali, torej od 0 do 10. Kako močno je moje neugodje ta trenutek? Tretji korak, uporabimo osnovni postopek in opišemo in rečemo, kljub temu, da čutim vse te občutke, se imam rada in se sprejemam. In četrti korak, tapkamo po točkah. In potem je naslednji korak, zadnji korak pa, da preverimo, kaj smo naredili. Torej, evo, 5 osnovnih korakov. Pa začnemo. Naredite vdih in izdih in poslušajte svoje telo, koliko je jakost neugodja ta trenutek. Mogoče utrujenosti še, mogoče zaspano, mogoče vas kje kaj tešči tesnoba. Dostikrat ljudje pripovedujejo, da jih malo zjutraj tesnobo, dopoldnevi, ali pa ob jutrih. Koliko je jakost neugodja, in pod to besedo neugodje zajamemo vse. Lahko so to tudi mravljinci, lahko je karkoli. Torej od 0 do 10 in potem začnemo tapkati in jaz bom tapkala, najprej gremo čisto osnove in potem bomo nadaljevali. Pa gremo, kljub temu, da imamo vse te občutke na karate točko, kljub temu se imam rada in se sprejemam. Še enkrat, kljub temu, da imam vse te občutke, kljub temu se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da imamo vse te občutke, kljub temu se imam rada in se sprejemam. Gremo gor in rečemo vsi ti občutki na strani očesa, vsi ti moji občutki. Lahko se že zaprete oči, tisti, ki veste, čutite, preprosto samo čutite, pod očesom vsi ti občutki, pod nosom. Vsi ti moji občutki, pod usti, vsi ti moji občutki, ključnica, vsa ta napetost v meni, pod pazduho, vse te moje stiske, ki me preplavljajo. In na glavi vsa ta napetost. Ok, naredimo vdih in izdih. Tako, to so bile čisto osnove, zdaj pa boste samo se naslonili nazaj, boste tapkali, jaz vam bom govorila, zdaj pa ne rabite govoriti nič, zdaj se mi pa prepustite in jaz se prepustim temu, kakor dobivam besede, tako da damo, da se res sprostimo, da iz današnjega srečanja naredimo nekaj lepega. Izberem, da se popolnoma sprostim. Izberem, da naredimo oazo zase v svojem srcu. Izberem, da je to danes vstopna točka, kjer bo mir pritekal v moje srce, kjer prihaja rešitev zame, kjer prihajajo nova spoznanja zame. Izberem, da se učim o sebi in o življenju.
Izberem, da je to srečanje nekaj, kjer si dopustim rast. Dovolim si, da rastem. Dovolim si, da se odprem življenju. Dovolim si, da se soočim sam s sabo, z vsem, kar se je nabralo v meni. Dovolim si, da sploh čutim. In dovolim si, da se tukaj ustavim. Preden bi ta občutja rekla svojemu možu, ti si kriv. Preden bi rekla svojim otrokom, vi ste krivi. Preden bi rekla svojemu, ne vem, delodajalcu, vi ste krivi. Preprosto se soočim sam s sabo. Preprosto čutim te občutke. Prevzamem popolno odgovornost zanje. In si rečem, tukaj sem. Ampak od tu naprej lahko grem navzgor. To je moja začetna točka, my starting point, reče v angleščini. In od tu štartam, priznam si, kje sem. Priznam si, kako se počutim. Sprejmem, da je veliko tega v meni, kar do zdaj nisem bil pozoren. Kar se je nekako kar skrilo. In je sobivalo v meni. In se samo včasih oglasilo. Ampak zdaj me kliče, da se potem posvetim. In izberem, da se posvetim svojim občutkom za vso pozornostjo. Isto, kot če bi se posvetila kakšnemu drugemu projektu v življenju. Tudi ko ženska nosi otroka, traja 9 mesecev. Ko gradimo hišo, traja leto, 2, 3 in več. Ko hočemo študij narediti, traja dolgo. Veliko let. Ko karkoli drugega pripravljamo v življenju, vedno traja. In vsaki taki stvari pomembni moramo posvetiti svoj čas in svojo pozornost in svojo energijo in se s tem ukvarjati. In zdaj se ukvarjam s svojimi občutki. Ker to življenje zahteva od mene. In jih sprejmem. In zdaj eno roko ljubeče objamite sami sebe, čez pas, čez prsi, kakorkoli, sprejmem te občutke. Čeprav sem se morda borila proti njim, čeprav jih odganjam že toliko časa, čeprav trepetam pred njimi, čeprav jih hočem odgnati, ta moment jih sprejmem. Ta moment sprejmem te svoje občutke. Ljubeče jih sprejmem. Karkoli že to je, neham bežati pred svojimi občutki, neham iti po čokolado, poznate to? Jaz to zelo dobro poznam. Neham iskati nekih drugih rešitev, preprosto jih sprejmem, se jih zavedam, jih objamem in dopustim, da se iz tega nekaj naučim, da zrastem in jih na to počasi spuščam iz telesa in se osvobodim. In si dopustim, da v moje življenje posveti lučka miru, da se še več naučimo ljubezni, da je moje življenje še bolj svetlo, še bolj polno, še bolj izpolnjeno z namenom, z mojim poslanstvom in z zavedanjem, da nisem sama in da zmorem in da je vse dobro in da je vse okej. Izberem, da sprejmem sebe tukaj, kjer sem. Naredimo močen vdih, izdih, prosim.